Ivanka Šušteršič je leta 2019 iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejela najvišje državno priznanje za življenjsko delo na področju prostovoljstva. V obrazložitvi je bilo med drugim zapisano, da je pionirka na področju pravnega svetovanja ljudem v stiski. Njeni vrlini pa, da sta osebni stik in poslušanje. Ivanka zna do človeka pristopiti in tudi mu naliti čistega vina. To vsi ne znamo. Je direktna, pa vendar dobronamerna. To je danes učna ura za vse prostovoljstvo in za vse druge službe, ne? Da ko dajemo, tudi meje postavimo, ker sicer človeka ne naučimo hoditi. Priznanje je bila vesela, v svojem slogu pa se je vendarle vprašala, ali je res potrebno nagrajevati delo, ki bi ga morala opraviti država. Že leta 2007 je bila nominirana tudi za dobrotnico leta. Kljub vsemu pa je še vedno najljubše priznanje, ki ga je prejela za dolgoletno delo v Karitas, ko je na tradicionalnem koncertu Klic dobrote v dvorani Golovec zaploskala polna dvorana pravih prostovoljcev. Pravi prostovoljec je zanjo namreč tisti, ki spusti vse iz rok in gre na pomoč človeku v stiski, kadarkoli, kamorkoli. Ivanka Šušteršič je pot v prostovoljstvo dejansko začela pred več kot 3 desetletji, ko je kot mati 4 otrok, sicer pravnica po poklicu, izpolnila pogoje za upokojitev in iskala nove obveznosti. Menda jo je spreletelo, da do takrat še ni naredila nič posebno dobrega za sočloveka. Udeležila se je tečaja v Karitas in odpotovala na krajše izobraževanje v Francijo. Po vrnitvi pa se je vključila v slovensko Karitas. Najprej kot pravna pomoč pri vzpostavljanju delovanja Karitas, kasneje pri zagotavljanju komun za odvisnike in v pomoč najbolj ranljivim, žrtvam trgovine z ljudmi. Že leta 1991 je ustanovila župnijsko Karitas v Preski in bila pobudnica za ustanovitev izpostav Karitas v ostalih župnijah v občini. Bila je tudi ustanovna članica slovenskega UNICEF-a. Njena želja pomagati drugim se je v vseh teh letih realizirala na različne načine. Najprej kot pomoč beguncem z Hrvaške in Bosne, nato pa kot pomoč ljudem v stiski, socialno šibkim. Včasih so to bili predvsem mladi, danes ugotavlja, da so to predvsem starejši. Njim posveča še posebno pozornost. Pomoč družinam in posameznikom z neposredno materialno pomočjo, paketi hrane, higienski pripomočki, pomoč pri plačilu nujnih položnic, šolskih potrebščin, vedno pa šele po pogovoru. Prepričana je, če nekdo pride 2-krat k njej na pogovor, 3. pa ga ni več, to pomeni, da so njena navodila, kako si pomagati, res pomagala. Poleg izostrenega čuta za sočloveka v stiski so njene vrline še topel osebni stik, aktivno poslušanje in odprtost za sodelovanje in povezovanje različnih ustanov, tako na občinski kot državni ravni. Vse v prid reševanja problemov ljudi v stiski. Prav na njeno pobudo se tudi televizija Medvode vsako leto vključi v teden slovenske Karitas z oddajo Klic dobrote, v kateri zbira sredstva za ljudi v stiski. Razlog, da počasi prepusti vodenje župnijske Karitas Preska, je bila sprva skrb za moža Jožeta po kapi. Brez njega vsa ta leta prostovoljstva ne bi bila mogoča, je njen osebni voznik in osebni tajnik in poslušalec. Odločilna pa je vendarle bila njena bolezen, čeprav si menda po menjavi srčne zaklopke nov človek. In če je danes prišla na oder oblečena v narodno nošo, to pomeni, da je oblečena v svojo rojstnodnevno željo ob Abrahamu, da bi nekoč imela svojo narodno nošo. Rodila se je pred 2. svetovno vojno v Srbiji, v Nišu, staršema Slovencema. Že mama je menda delala čudeže. Tudi če je kdo v tistih hudih časih prišel ravno v času kosila, so jedli vsi in nihče ni bil lačen. Precej tega čuta za sočloveka je bilo položeno v zibelko in ga srčno neguje.